blizu popolnoma mogočno. The Russian Empire. Are you listening? You crazy mother. Evo, kao so bajti. Zdaj ste videli malo večji kovček. Malo večji kovček je pa zato, ker potujem v Moskvo. Ja, prav ste slišali, v Rusijo. Povabila me je Nokia in gremo v bistvu pogledati njihove nove telefone oziroma pravzaprav čisto res nam niso uspeli povedati, kaj bomo pravzaprav videli. Tako da, neko presenečenje. Ne moram biti kapal. From Russia with love. Oziroma, v bistvu smo 4. Smo že pripravljeni, še par minut do boardinga, pa akcija, tako da... Pa smo в Rusiji. Деньги сыпятся с небес, тебе нравится. Помоги мне прямо сейчас от них избавиться. Это самый грязный движ, будто пятница. И в моих руках опять твоя задница. Oh, great! Zdaj moram tako reči, prvi vtisi v Rusiji so tako zelo posebni. Jaz sem pričakoval tako dosti manj barv, ful več vsebine. Ampak dejstvo je, da je danes tukaj tudi izjemno lepo vreme. Jaz mislim, da Moskva tako sončnih, praktično že skoraj poletnih dni nima prav veliko. Tako da to je ena stvar, ki me je presenetila. Druga stvar pa ja, da zgleda zelo ameriško se skupaj, oziroma zelo vzhodnjačko. Tudi to nisem pričakoval. Standard seveda v Moskvi ful boljši, kjerkoli druge v Rusiji. Zato tudi ta hotel v bistvu je čistko, ja, čisto na vzhodnjaškem nivoju. Tako da, ja, je malo kiča, no, pa je malo tega vintage pridiha, ampak lej. Zdaj pa potuš, pa malo na sprehod. Pejte z mano. Mislim, na sprehod, ne potuš. Par korakov stran od v bistvu našega hotela se pa nahaja košček svetovne zgodovine in sicer vse mogočno rusko zunanje ministrstvo. Zadnji pa tole, lej, pa vidiš? Osnovni center, ki je pa ultra modernističen, tako da se prav veselim jutrišnjega dneva, ko bomo šli tja dol pogledati, pa tudi na predstavitev. Če ne bi bilo pa Srčana, pa mi ne bi danes videli ruske železniške postaje, ne? Zgodba zdajle je v bistvu čisto preprosta. Gremo na večerjo, zgleda pa tudi tako 150 lačnih novinarjev. Tako, no, zdaj so nas pripeljali v bistvu na večerjo v restauracijo, ki se reče Beli. Meni je danes v bistvu Moskva. Tudi tole sprehajalno cono, tukaj v zadnji polno japonskih češenj v cvetju. Ful presenetila. Živja, oziroma dobro jutro. Oh my god. Evo, drugi dan. Dan je že, pa dan je že na 4-5 ur, zato ker se tukaj zdanil po 4 zjutraj. Po 4 zjutraj je sonce sel, tako da jaz, ker sem pozabil te zastore dati, mi ni bilo nič jasen, sem mislil, da sem že vse zamudil. Tako da ja, drugi dan Moskve, najprej zajtrk, pol pogled mesta, 3-4 ure ogled mesta, kar pomeni, da nam bojo relativno vse pokazali, kar je za videti. Neke pauze, zvečer pa predstavitev novih Nokijinih telefonov in sicer bo je kar 3.
Jaz še kar ne morem verjeti, da imaš pri zajtrku živo musko z harfe. Tam za mano pod Bolšoj teater, čisti center Moskve, da nas popelje po mojem na Red Square, če jaz kaj štekam, ne? The Russian Empire. Že skoraj sem na Rdečem trgu, kjer je v bistvu tako na 1 kvadratnem kilometru večino ruske zgodovine oziroma vsaj simbolike. Če je Rusija, predvsem pa Moskva, ni na vašem seznamu destinacij, se mi zdi, da če ujamete pravo vreme, pa prav timing, je ena od stvari, ki sigurno morate imeti v bucket listi. Pa je tukaj v zadnji, je pa Putinova pisarna. No, zraven Putina, vidiš tole? Tole je pa Leninov mauzolejev. Še vedno leži noter truplo Lenina, balzamirano, na ogledu sem. Malo bizarno, ampak ja. Zanimivo, kako na enem koncu lahko zbrane toliko ene zgodovine Rusije. Od pravzaprav tamle v mauzoleju Lenina, po ozadju v parku praktično vsi voditelji Rusije, Bazilika Svetega Vasilija, kot najbolj ikonografska, največkrat fotkana zadeva v Moskvi. Zadeva je pa blizu popolnoma mogočna. Tako, sicer ful kičasta, ampak in pa Red Square. Center sveta. Je pa še nekaj treba povedati, tale ogled, ker je tako hiter, ne? Ker imamo ful stvari za videti v 2-3 urah, da sem jaz pravzaprav čist zgubljen. Skozi iščem našega vodiča. Mislim, to je tako huge vse skupaj. Res, ta Moskva je tako huge. Čist nadušen. Tako, zdaj ogleda konc, oziroma ogleda po moje so pri koncu. Gremo v hotel neki snackant, pa na predstavitve teh Nokijinih telefonov. Tako da, gremo. Ta telefon sigurno poznate, to je Banana Phone. Ena od reinkarnacij Nokije, poleg modela 3310, ko so ga lansko leto predstavili. Imajo pa valjda tudi normalne telefone v svoji ponudbi. Danes bomo pa spoznali 3 nove modele. Live from Moscow. What a wonderful way to invite you. No tako, fulveri hrupa za v bistvu 3 nove telefone. Nokio 2, Nokio 3 in pa Nokio 5. Vsi so prenovljeni modeli Nokije, vsi so ful izboljšani, vsi imajo boljše performanse, večje baterije, manj kurijo, ampak to ni to pravzaprav bistvo teh telefonov. Nokija želi v bistvu v mobilnem svetu narediti nekaj drugačnega. To nekaj drugačnega pa pomeni, da bo Nokijina kvaliteta, ki je pregovorna bila vedno najboljša, pa zelo dobra, še bolj izpostavljena. Lepi telefoni, skrbna skandinavska izdelava, kar pomeni dober dizajn v price performance paketu. Tako, Nokia 5 je v mojih rokah in izgleda precej konkreten telefon za precej malo denarja. Tako da jaz mislim, da Kitajcem se na nek način tresejo hlače, zato ker Nokijin brand je, ja, Nokijin brand. In če je Nokijin brand za približno 200 evrov, pol je to, nekaj posebenega. Tako da, jaz mislim, da bo ta Nokia kar urala, tudi pri nas za 200 evrov. Ni slabo, octa-core procesor, sicer 3 GB rama, pa v bistvu Android, ki je relativno gol. Kar pomeni, ja, tak, ki si ga je Google pravzaprav čisto zares zamislil. No, jaz upam, da se slišim, tole je Nokia 3. In sicer telefon, ki ga boste dobili že od 139 evrov dalje. 139 evrov je pa ful malo denarja za telefon, ki zgleda tako precej premijsko. Sicer je majhen, ampak je hud. Je hud. In Nokia pravzaprav tukaj komunicira svojo pregovorno kvaliteto in način izdelave. Tako da, ja, ni zelo veliko entertainmenta, ampak je veliko quality feelingov. In to je čudežna Nokia 1. 100 evrov, pravzaprav ni važno, kako dela. Ima pa prepričljiv skandinavski dizajn in to je pravzaprav to. Za 100 evrov ne boste jokali, če ga boste vrgli po tleh. Čeprav Nokia obljubila, da je to ful testirala in da pa je, ni problem, če ga vrgli.
Dejstvo pa je, da imam par telefonov že pri sebi in da bo v naslednjih tednih mogoče nekaj reviewov na to temo. Bye bye soba. No tako, ekipa Slovenija se odpravlja na letališče in to je bilo v bistvu to, kar je bilo Rusije. Jaz bom zdaj pospravil tole za snemat,